zmeraj klepetamo, kar se med odmorom ne moramo pomeniti, se pomenimo v razredu, med uro, ne. Mogoče kakšno upravljanje paketazga, kaj se ti je zgodilo ali pa tako. Pa skoraj nič v šolski snovi, kar je drugega. Takšno klepetanje seveda ni dovoljeno, ampak kljub temu se je izmenjavanju zelo pomembnih informacij, ki se navadno ne tičejo pouka, med šolsko uro težko upreti. Naprimer, največ klepetamo naslednjo uro, potem, ko imamo športno. Kadar učiteljica nekaj dela, se je najtežje opreti, zaradi tega, ker ne moreš čakati v miru, brez da bi kaj delal. Ampak kljub temu v 7.a osnovne šole Antona Globočnika klepetanje moti kar 21 od 22 učencev. Posebej me moti takrat, kadar učiteljica razlaga, ker pri nekaterih predmetih učiteljica pove enkrat in ne ponavljamo in če ti tisto razlago zamudiš, pol se ne moreš tako dobro navaditi. Učitelji in učiteljice pa poznajo različne ukrepe proti šepetanju ali bolj glasnemu motenju pouka. Včasih zakrčim, včasih pihnem med razlago. Tisti, ki klepeta, ga izzovem, da mi ponovi kakšno stvar. Pri geografiji učenci včasih klepetajo tudi zato, ker bi radi povedali, kje vse so že bili in kaj vse so že videli. Klepetanje v šoli pa ni čisto nič novega. Ja, klepetali smo. Mislim, da je bila tista klepetalnost bolj diskretna, da smo se skušali čim manj izpostavljati, ampak klepetali pa smo. Čas očitno, bolj ali manj, zamenjale vloge.